Lepo pozdravljeni. Mesec oktober je mesec mednarodnih tekmovanj. To bo čutiti v večjem delu naše športne oddaje. Rokometaši Branika sicer nihajo v svojih predstavah, a so še vseeno dovolj suvereni, da jim dobro kaže tako v državnem prvenstvu kot v pokalu EHF. Davek igranja prve tekme pred domačim občinstvom v sezoni pa so plačale odbojkarice nove KBM Branika, ki so si zmanjšale možnosti za napredovanje v pokalu CEV. Še manj prepričljive so bile hokejistke Maribora, ki so na pokalnem turnirju državnih prvakinj osvojile 4. mesto. Je pa svojo nalogo suvereno opravil boksar Dejan Zavec. Na karate turnirju v Mariboru so formo testirali potniki na kadetsko in mladinsko svetovno prvenstvo. Pred Splitom so jadrali udeleženci Atemsove regate. Nocoj vam nudimo veliko, zato ostanite z nami. Rokometaše Maribora Branika v tej sezoni dobro kaže. Po spodrsljaju v pokalnem tekmovanju, ko so jih presenetili igralci Trima, so uspeli poraz vzeti kot učno uro in ga spremeniti v učinkovitejšo igro tako v pokalu EHF kot v državnem prvenstvu. V slednjem so iz 8 tekem iztržili 7 zmag in neodločen izid. V prvem pa so se uvrstili med 32 ekip, ki bodo konec naslednjega meseca odločali o tem, katere bodo zaigrale v eni izmed 4 skupin. V začetku tedna so v tem evropskem tekmovanju dobili nasprotnike. Rokometaši slovaških državnih prvakov iz Prešova so tisti, katere bo potrebno premagati za ponovitev rezultata iz minule sezone. Naš nasprotnik je odlična ekipa. Bili so vsa leta udeleženci Lige prvakov, letos jim je na kvalifikacijskem turnirju za las zmanjkalo proti Dinamu iz Minska. Ne gre za bogato profesionalno moštvo, to bo sigurno zelo težek dvoboj, ampak sigurno se ne bomo naprej predajali, poskušamo narediti vse prav, da to tekmo pripeljemo v tako fazo, ko bodo odločali detajli. Vijoličasti so navdušili na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij v pokalu EHF, ko so v prvem delu tekme proti Bregencu izničili zaostanek zadetka in dali slutiti, da napredovanje v naslednji krog ni daleč. Že v prvem polčasu smo vedeli, ko smo povedali za 6-7 golov, smo vedeli, da je tekma praktično odločena, ampak da jo moramo še varno pripeljati do konca. Ko so Mariborčani prišli do nekaj zadetkov prednosti, niso popuščali. Mlajši igralci so se razigrali, tako da ekipi ni bilo težko kontrolirati poteka tekme. Mislili smo, da bo težja tekma. Še enkrat lahko povem, dobro smo si pripravili njihovega najboljšega strelca, nismo pustili do šuta in tako smo res prebrali njihovo igro. Opovedanemu so uspeli žogo spravljati v mrežo mimo visokega Aleksiča, ki v Mariboru ni imel svojega dne. Glede na 37 doseženih zadetkov so bili branikovci tudi brez pomoči na novo poškodovanega Špeliča strelsko zelo razpoloženi. To jim je priznal tudi igralec Bregenca Dimitrijevič, ki pa jih hkrati opozarja. Danas nije se vidjelo da Špelić fali, iako zaista on je jedan fantastičan igrač koji fali u ovoj ekipi i mislim da će im u daljem toku takmičenja faliti. Borbenost in ekipni duh morata biti tista, ki bosta nadomestila Špeličevo odsotnost. Res je sicer, da bi bili z njim Slovaki lažje premagljivi. A bo imel Poklar, ki je zamenjal reprezentanta Hrvaške mesec časa, da si z novimi tekmami poveča samozavest, ki bo proti Tatranu, ki ima ogromno mednarodnih izkušenj in za katerega igra kar 9 tujcev, morda celo odločujoči dejavnik. Slovenske državne prvakinje v odbojki v zadnjih letih ne puščajo odmevnejšega pečata v evropskih pokalih, saj ne pridejo daleč. Glavni razlog je v tem, da jim žreb že v začetni fazi namenja močne nasprotnice. Tokrat jim je v pokalu CEV pripeljal v Maribor švicarsko ekipo Voli Kenic, ki jo sestavljajo same izkušene igralke. A sta imeli ekipi enako izhodišče, saj sta do medsebojne odigrali šele eno uradno tekmo. We start just this Sunday our championship, so it's our second game as a team. Of course, we played our preparation games, but it's second official game, and always on the beginning it's just up and downs. Če je šlo Švicarkam najprej navzgor, nato navzdol in na koncu znova navzgor, je bilo pri Mariborčankah ravno obratno. Namesto da bi prikazale več kot na prejšnjih tekmah, so v prvih 2 nizih na trenutke delovale povsem začetniško, kar je bilo njihovemu trenerju nerazumljivo.
Nismo davali nobenega bremena, šli smo v tekmo tako, kot gremo v vsako tekmo v Interligi, tako kot gremo vsako tekmo v domačem prvenstvu, tako da ni bilo nobenega presinga, ni bilo ničesar, enostavno smo dali vedeti puncem, da se lahko tudi taka tekma odigra dobro in da se lahko zmaga. Enostavno pravim, bili smo prva dva seta, smo bili absolutno preveč bledi, premalo žara, premalo odločnosti, ki se nam je pokazalo spet na koncu četrtega niza. V četrtem nizu so Mariborčanke izpustile iz rok tako zmago v nizu, kot tudi možnost, da le uženejo Švicarke. Na srečo je igra v drugi uri tekme pokazala, da so nasprotnice premagljive in da še ni vsega konec. Seveda se da igrati, samo pokazati moramo vsaj del tiste ekipe, ki smo bili v Kamniku, sprejemati, podajati pa napadati. To je najbolj pomembno. Danes pa res ni steklo nič od tega, niti servis, tako sem že prej rekla. Pač več mora dati vsaka od sebe. So pa vsekakor premagljive. Kar se tiče državnega prvenstva, v njej Mariborčanke ne nastopajo, saj enako kot Kamničanke igrajo v srednjeevropski ligi. Njihovo odsotnost najbolje izkoriščajo igralke Formisa, ki imajo po 2 odigranih tekmah edine 6 točk. Ostalih 7 ekip, razen Allianse, ki ima 2 poraza, je pa enkrat zmagalo in enkrat izgubilo. Formis je v poletnem času zamenjal trenerja, izgubil organizatorko Ajniharjevo, a dobil bivši slovenski reprezentantki Vahnovo in Pehnečevo. Moram priznati, da sem se glede te odločitve kar hitro odločil, predvsem zaradi tega, ker klub ima vseeno neke realne cilje, kar ne pomeni samo, da bi radi obstali na mesto, kjer so bili lansko sezono, ampak da bi radi tudi naredili morebiten korak naprej. Zato je bila odločitev toliko lažja in seveda posledično toliko hitrejša. Moram povedati, da so iz kluba me kontaktirali tudi iz nekaterih drugih klubov, ampak tako ponudba je bila nekako najboljša že zaradi tega, ker tudi študiram tukaj. Konkretni so bili, res pokazali so velik interes. Na sestanku so takoj povedali, da se me želijo in da imajo določene ambicije, kaj si želijo. Jaz ponudili sem seveda tudi, ponudili mesto prvega podajača, tako da jaz potrebujem minute, rada igram odbojko, ne pa sedim na klopi. Občutki so isti, ne glede je to prva liga, druga liga, vseeno v bistvu motivirana sem, tako da bomo videli, kakva bo sezona. Najbolj v bistvu poznam Kamnik in Maribor, ostalo malo slabše bom rekla, ampak to se bomo sproti dogovarjali pred tekmami v bistvu. Vsak teden se pripravimo na tekmo, ki nas čaka v soboto. Hočanke bodo jutri v Braslovčah branile prvo mesto. Ta tekma bo derbi kroga, saj so novinke v prvi ligi na 3. mestu. Zanimivo bo tudi na primorskem derbiju, ko se bosta v Novi Gorici pomirila Govoli in Luka Koper. Odgovorni v slovenskem ženskem hokeju na ledu se trudijo, da bi sestavili kar se da konkurenčno reprezentančno vrsto. Zato so se odločili, da bodo v Sloveniji organizirali enega izmed 4 turnirjev v pokalu evropskih državnih prvakinj. Mariborska ekipa je pred sezono dobila reprezentančni videz in pričela z nabiranjem izkušenj. V ledni dvorani se je udarila z avstrijskimi, madžarskimi in italijanskimi državnimi prvakinjami. Doživela je 3 poraze ter turnir končala na 4. mestu. Dogovorili smo se, da bo nekako ena selekcija igrala to mednarodno ligo. Maribor je prevzel domačinstvo, kar se klubu Maribor tudi v imenu zveze, moram res zahvaliti. In ravno s tem ciljem smo tudi začeli ta projekt, ampak so pa težave, ker nekatere punce bi rade, ne bi pa rade, se razumete. Tako da ena skupina 10 punc resnih se zdaj zbira, te tudi napredujejo, ostale pa pač bojo mogli še precej narediti zraven, mislim za sebe, da bojo prišli zraven. Slovenske državne prvakinje so se na prvi tekmi dobro upirale Dunajčankam, ki so na turnirju osvojile prvo mesto. Z Madžarkami so izgubile z 0-1, pravi polom pa doživele proti italijanskemu Bolcanu, ko so prejele kar 12 zadetkov. Mislim, da nismo nič kaj veliko pričakovali, hoteli smo samo dobro igrati, na treningih še izpopolniti taktiko, tehniko, podaje in sam nadgraditi vse stvari, da bodo tekme uspešne. Seveda smo pač prišli na realna tla, ki ekipa je. Potrudili se bomo za naprej, trenirali bomo bolj, pa bomo videli.
Napredovanje na polfinalni turnir so si pridrsale Avstrijke, ki so v odločilni tekmi s 5-2 premagale Italijanke. We have a couple of Austrian players, very young kids playing with the boys teams, and we have some imports coming over. So for the imports, they finished their studies back in America, and they're here for 1 year, kind of hockey vacation, we can call it. And we give them an apartment, they can stay, and we can improve our playing. V tej sezoni igra za Avstrijke tudi najboljša Slovenka. Preden je Prenova odpotovala na Dunaj, je točno vedela, kaj lahko pričakuje. Vse je šlo precej gladko, večinoma punc poznamo že prej, srečevali smo se na raznih reprezentančnih akcijah. 2 leti nazaj sem že igrala za to ekipo, tako da nekega novega okolja ni bilo nekega problema, se prilagoditi. Glede same organizacije kluba in vsega ostalega pa je vse skupaj na veliko višjem nivoju. Vse skupaj poteka lažje, bolj gladko, verjetno je več denarja vključenega v pogon v Avstriji. Dunajčanke, ki so se v minuli sezoni zaustavile na nivoju mariborskega turnirja, so letos napredovali v polfinale, ki bo decembra na Finskem. Tam jih čaka težka naloga, se bodo v domačinkah igrale še proti Švedinjam in Kazahstankam. Ob tem njihov trener upa, da bo organizacija na podobno visokem nivoju, kot je bila v Mariboru, kjer so se po njegovih besedah organizatorji zelo izkazali. Zdravilišče v Laškem je drugič gostilo strelsko tekmovanje, na katerem se merijo mladi evropski strelci. Lani je Slovenska strelska zveza organizirala regijsko tekmovanje. Letos jim je Mednarodna strelska zveza zaupala kar finale tega ligaškega prvenstva, na katerem se predstavljajo največji evropski upi. Na 5. različici so se z zračno pištolo najbolj izkazali strelci iz Ukrajine, z zračno puško pa njihovi severno-vzhodni sosedje Rusi. Конечно, удовлетворен, тем более, что в прошлом году мы даже не смогли попасть на финальные соревнования, а в этом даже победили. I have now a very good team. Young boy Korostelov. This year I have a bronze medal from air competition Europa Championship, gold medal from sport pistol in Osijek, and the world record in the sport pistol event. V finalu zaključnega tekmovanja Evropske lige mladih je ukrajinska reprezentanca z zračno pištolo za 12 točk premagala češke vrstnike oziroma vrstnice, saj so bile v češki reprezentanci sama dekleta. Izkazala se je Krikorkova, ki je za 8 točk ugnala Zuba. Sicer pa so Ukrajinci zmagali z 12 točkami razlike. I think at the beginning of this competition it was a little bit hard for us to use to get on the to focus us because it's music there, and in this competition, in this medal competition, the audience was really great. They were applauding, and it was a little bit harder than the rest of the competitions. It is an unbelievable success for us, and I think it was fantastic and better than last year. And I think all shooters were here a little bit nervous, but this is the best way how to improve their shooting skills. So I think it will be a fantastic idea for all shooting sports. Glavni značilnosti dvodnevnega tekmovanja sta bili glasba in sistem, v katerem je bilo pomembno le to, da si ustrelil bolje kot nasprotnik. Zato je bilo spremljanje tekme še bolj zanimivo za gledalce. Z zračno puško, kjer so se najbolje znašli Rusi, ki so v finalu zmagali za 18 točk, so drugo mesto osvojili Madžari, ki so vedno med favoriti tekmovanj. Tako je bilo letos in tako naj bi bilo tudi prihodnje leto. Not the same, one person will change, but we have many good shooters in Hungary, so I'm hopeful. Slovenski strelci, ki so si udeležbo v finalu Evropske lige zagotovili na račun organizacije tekmovanja, so se trudili pri svojih najboljših močeh. Do medalje sicer niso zmogli, a so tekmovalci z zračno puško uspeli ugnati Poljake, strelci z zračno pištolo pa so bili blizu zmage proti Čehinjam in Rusom. Vsekakor sem se malo privadil na ta pritisk, ko je malo vzdušje tako malo močnejše, kako bi rekel, da več ljudi to opazuje, bolj podrobno se
oziroma res se koncentriraš na to, kaj delaš, kako strelaš. Ne oziraš se preveč na rezultat drugega, nasprotnika, ne, ampak mislim, delaš to, kar znaš. Pričakujem, da bom boljši. Treniram ne lih dosti, sem bolj talentiran, treniram drugi šport, ko je v bistvu mi daje pri temi športi dosti bolj močno in mirno roko. No. Zame to je zelo dober, pač moja želja je to sezono vpreče 9, tako da je bilo v redu. To sem tudi dosegel. Lažje mi je streljati ob glasbi, saj se ob glasbi sprostim in ne mislim toliko na probleme, ki se soočam z njimi pri streljanju. V bistvu je čisto nekaj drugega kot običajnih treningov, ker v bistvu tu imaš muziko, po vsaki seriji povejo rezultate vseh in nekatere lahko to zmede, nekaterim pa to lahko kot užitek in kot nov izziv. Na nasprotnike oziroma na rezultate se ne obračam, zato ker hočem se posvetiti svojim rezultatom in svoji tehniki, tako da odmislim se ostalo in streljam svojo tekmo. V bistvu smo dosegli rezultate, ki delamo tudi na teh naših tekmovanjih, drugače pa je tu malenkost drugačen sistem tekmovanja, ker se točkujejo tiste najboljše serije oziroma dva tekmovalca tekmujeta med sabo in tisti, ki ima više število krogov, dobi točko, tako da serija oziroma skupni rezultat toliko ne šteje. Moram reči, da so tlele v reprezentanci še zelo mladi tekmovalci. To so vse še 96 in pa 97-letnik, mislim, da 95 ni nobenega več, tako da imajo še pred seboj 3-4 leta mladinske kategorije. Dobronaste medalje so v Evropski ligi. Laško je obiskal celo predsednik Mednarodne strelske zveze Rus Lisin, prišli Italijani in Poljaki. Prvi so v malem finalu zračne puške za 4 točke ugnali Hrvate, drugi pa zračno pištolo Ruse za 8. Po dolgem času, tisto, kar je najbolj pomembno, brez poškodbe v celotnih pripravah in pa tudi po končanem dvoboju. Seveda prineslo pa je to, da sem dobil na nek način tisto pozicijo za izzivanje oziroma za napredovanje kjerkoli, po katerikoli verziji in pa seveda tudi in v Evropi in v svetu, tako da v bistvu jaz predvidevam, da bo se zgodilo v prihajajočem obdobju kar nekaj velikega. Seveda nič nimam v roki, nič nimam obljubljenega, ampak vendarle za to pozitivo tudi lažje pozitivno razmišljam in po poti tega verjamem, da se bo nekaj zgodilo. To je bila želja, seveda, kajti po zadnjem porazu, bom rekel, seveda se veliko stvari dogajalo v meni samem, pa vendarle na koncu sem začelel, kajti sem se počutil še sposobnega in pa seveda, da cilji niso tako daleč, si želiš, če nekako, hotel sem pravzaprav videti, če lahko telo sledi srcu in razumu in prav gotovo sem na pravi poti, se pravi, telo še ni zaspano, leta nimajo dobene veze z pripravljanjem in pa seveda vsem ostalim, tako da v bistvu, ja, to je bil ta občutek, ki sem ga dobil, se pravi, da sem še vedno na pravi poti in pa v bistvu sposoben za velike dvoboje. Tukaj, če se spuščamo v neko globino, lahko veliko stvari najdemo. Seveda, nikakor ne moremo zanemariti tiste osnove, iz katere prihajamo, se pravi siromašna šola začetnega boksa in pa seveda pomanjkanje tistih res amaterskih, težkih pripravljalnih in pa seveda visokega nivoja dvobojev. Pa vendarle, kakorkoli z delom se da vse nadoknaditi, nekako prihajamo do tega, da veliko stvari naredimo z veliko boljšim, večjim občutkom, z razumom in pa ne toliko samo z srcem, kajti velikokrat so emocije in pa vse ostalo lahko tudi zelo oziroma neprave, čeprav vse to skupaj je potrebno združiti. Jaz bom rekel, da predvsem kar iz česa se napajamo, iz česa pač jemljemo glaven zagon, je to, da pač zelo veliko vzamemo iz skrinjice izkušenj.
Ja, jaz verjamem, da slej ali prej maksimalno še ena dvoboj vmesen bi lahko bil, seveda že z nekim večjim pomenom, drugače pa verjamem, da vsak naslednji dvoboj bo lahko tisti dvoboj, kateri bo prinašal zelo veliko, se pravi ali naslov svetovnega, evropskega ali kateri interkontinentalnega prvaka, tako da sem odprt za vse in pričakujem tudi vse te možnosti. Ker bo v začetku naslednjega meseca v Španiji svetovno kadetsko in mladinsko prvenstvo ter svetovni pokal za mlajše člane, je bil turnir, ki ga je pripravila Mariborska karate zveza, dobrodošel za reprezentante iz 5 držav. Konkurenca je bila zanje ravno pravšnja, saj so lahko v ne preveč zahtevnem okolju testirali tako forme kot borbe. Med vsemi udeleženci so bili najuspešnejši športniki iz Banja Luke, ki so osvojili kar 13 prvih mest. Pripremljena sam i psihički i fizički. Čitavo ljato smo radili na fizičkoj spremnosti, kondicija i sada imamo treninge svaki dan po 2 puta. A konkurencija bit će teško, ali moramo se izboriti za mjesto. Podobno kot razmišlja mlada reprezentantka Bosne in Hercegovine, razmišljajo tudi ostali potniki v Španijo. Vsem je cilj, kar se da visoka uvrstitev. V mislih imajo tudi medalje. Z temi tekmovalci, ki bodo zdaj na svetovnih prvenstvih, smo se že večkrat borili, tako da tudi se poznamo. Je pa tako, vedno te lahko kdo preseneti, no. Ne moraš napovedati točnega rezultata. Jaz skozi celo borbo opazujem nasprotnika, se čim bolj skoncentriram na njega, to, kaj on dela in spol s čim ga lahko jaz presenetim. To je moj koncept borbe. Ja, ta tekma je bil dober trening za svetovno prvenstvo. Sicer je bilo bolj manj tekmovalcev, ampak vseeno je bilo naporno. Pa ja, upamo na najboljše na svetovnem. V tezenski športni dvorani so tekmovali in zmagovali tudi takšni, ki ne bodo odšli na svetovno prvenstvo. Prvi razlog so poškodbe, ki jim niso dovolile, da bi bili čez 14 dni v optimalni formi. Letos sem dosegla na evropskem 3. mesto v Turčiji, kar je bilo za mene v bistvu do zdaj največ. Zato tudi upam, da bom zdaj trenirala resno vsak dan in mogoče spet takšna medalja drugo leto. Drugi razlog, da ne bodo tekmovali v družbi najboljših vrstnikov na svetu, so kvalifikacije, v katerih so bili boljši njihovi konkurenti. Zato jim je turnir v Mariboru služil, da so si povečali samozavest. It's good tournament, is good hard opponent and best atmosphere. Več ali manj so se tisti, ki bodo nastopili na svetovnem prvenstvu, nanj pripravljali celo poletje. Nekoliko si bodo oddahnili v drugi polovici novembra, zatem pa se bodo začeli pripravljati na evropsko prvenstvo. 14. Atemsovo regato, ki jo je organiziral jaht klub iz Rogaške Slatine, so podobno kot lansko izpeljali v srednjem Jadranu oziroma med otokoma Hvar in Vis. 14 jadrnic, ki so bile razdeljene v 3 razrede, je dvodnevno tekmovanje pričelo pred marino Palmižana. V dokaj močnem jugu, ki je pihal s hitrostjo do 30 vozlov, je na cilj, ki je bil postavljen pred zalivom Stončica na Visu, najhitreje priplul Matej Mlaker. Drugi je bil Tomaž Simčič, tretji Anton Raus. Drugi plov, ki je bil načrtovan v popoldanskih urah, so organizatorji odpovedali zaradi dejstva, da so 4 jadrnice zaradi težav z jadri nekonkurenčne ter njihovim posadkam omogočili, da so do naslednjega dne popravile oziroma zamenjale jadra. Včeraj je veter bil premočen za te jadrnice, s katerimi smo se podali na to regato. Eni preživeli, drugi z malo poškodbami, v glavnem vse skupaj malo preveč za ta šport, ki se ga igramo. Naslednji plov je bil usmerjen nazaj proti Hvaru oziroma do Smolnatih otokov. V najštevilčnejšem razredu, ki so ga na 11 plovilih predstavljali jadralci na Bavarija 46, je z odličnim jadranjem iz prejšnjega dne nadaljevala Ušeničnikova posadka, ki je v napeti končnici ugnala Mlakerjevo. Tik pred ciljem je veter popolnoma ugasnil, pred ciljem smo se pojavili pač mi in pa Matej svojo ekipo. Čakali smo vsi veter od nekoder, vsi smo bili že nestrpni, ali bo to sploh za pikadom uspeli pripeljati v cilj. Na koncu smo z match race prijemi smo uspeli zadržati prvo mesto z uspešnim zapiranjem. Tretja v drugem plovu je bila Aleksičeva posadka. Kar se tiče uvrstitev, se je podobno odvijal tudi tretji plov okoli Smolnatih otokov, kjer pa so si 3. mesto zagotovili jadralci Krmarja Simčiča.
Na zadnjih 2 plovih je bila sicer med vsemi udeleženkami Atemsove regate najhitrejša posadka Daneta Havline, ki je tekmovala na jadrnici dolžine do 12 metrov, medtem ko je na daljših plovilih slavila posadka Jerneja Puglja. Zmagovalec 14. Atomsove regate je postal Mlaker, katerega so na to mesto popeljali, prvo in 2 drugi mesti. Drugi je bil Šeničnik, tretji Pugelj. Ranka 37 se je izkazala za te razmere, še posebej danes, kot najboljša izbira. Včeraj malo premalo vetra, pa malo preveč težke glave, ampak vse skupaj super. Ko zaključujemo 14. regato, že pripravljamo načrte za 15. regato, v kateri mislimo, da bomo ponovno izpolnili vsa pričakovanja članov našega kluba. Atemsova regata je regata, na katero se udeleženci radi vračajo, saj jim ob jadralnih nudi tudi družabne užitke. Zato je razumljivo, da se bo večina izmed letošnjih jadralcev nanjo vrnila v naslednjem letu, ko bo na programu, in to prav tako v Dalmaciji, jubilejna 15. regata. Ne pozabite na nas konec naslednjega meseca. Točneje, skupaj bomo znova 29. novembra, ko bomo obdelali športno dogajanje v tem predzimskem mesecu. Nasvidenje.